Veste, jaz mislim, da narobe delamo, če mlade podcenjujemo. Ne? In tega bi se morali naučiti takoj, ko so se pojavile te tako informacijsko-komunikacijske tehnologije, ne? Ker so bili v bistvu mladi, ki so jih bili najbolj sposobni uporabljati zato, ker so prinašali nekaj, česar v tem klasičnem načinu učenja ni, in to je, da se učiš iz napak. Ne? Starši običajno poskušajo otroku prav to preprečiti, ne? Da bi padel, da bi šel ven, ne? Jasno, to jih skrbi. Ampak na ta način se učiš, ne, najbrž oba dva sama veste, da se največ tako naučiš, ne, da nekaj narobe narediš, pa pol vidiš, kako je dobro. In na tem temeljijo pravzaprav vse te tudi aplikacije in pol družbeni mediji. Ne. In mladi so v tem smislu veliko bolj kompetentni in sposobni, kot jim starejši pripišejo. Ne. Je pa res, da se mi zdi, da je potem ta atmosfera, ne, ki vlada v družbi, in pa hkrati je tudi malo prisile, ne, da iščeš vedno bližnjice, ne, da nimaš časa, da bi se stvarem posvetil in poglobil, da je pripeljalo do tega, da večina mladih pa pol tega svojega potenciala niti ne izkoristi, ne, pa sprejme vse stvari take, kot so. In je nažalost danes prišlo do tega, da pa res bi bilo treba to posebej povedati mladim. Ne. Dosti ste pametni in ne pustite, ne, da vas imajo za norca. Ne. In temu je pravzaprav moj tale pojmovnik namenjen. Se pravi, jaz nisem pisala za mlade, tako da bom pa zdaj poenostavljala, ampak glih nasprotno, vse sem hotela dati noter, ne, da bi bili čim bolj opremljeni za to, da bi se pol lahko pametno odločili, kadar so na internetu, ne, vi sami veste, da vas vedno svarijo, da je kup nevarnosti, ne, ampak nič vas ne bo pred temi nevarnostmi obvarovalo, razen znanja. Ne. Glede na to, da pač predstavljate javno televizijo, mladi in v bistvu na splošno publika več ne gleda toliko javne televizije, čeprav je pogosto najbolj nepristranska, najbolj objektivna, najbolj konkretna. Kako bi vi to ocenili oziroma pač komentirali v nasprotju z komercialnimi televizijami, ki pa jih toliko raje gledajo? Ja, veste, kakšen je pomen tega? No? Tako, torej, danes občinstva, katerekoli televizije, javne ali komercialne, moramo obravnavati kot več občinstev, ki so ciljno usmerjena in zasledujejo tiste vsebine, ki jih zanimajo. Bodisi zaradi njihovega poklicnega položaja, bodisi zaradi socialnega, statusnega, bom rekel, pripadnosti neki socialni skupini ali recimo, ne vem, družbenemu razredu. In mladi so seveda specifična skupina. Oni imajo nekatere svoje potrebe po zabavi, imajo seveda svoje potrebe po kulturi in imajo seveda tudi svoje potrebe po aktualnih informacijah, ki zadevajo njihov socialni status ali pa eksistenčni položaj v današnjem času, odvisno od tega, ali so še vedno vezani na družino, ali so samostojni, ali študirajo, ali katerakoli druga situacija je lahko možna v vsakdanjem življenju. In dejstvo je, da so mladi na nek način najmanj ulovljiva skupina gledalcev. Smisel televizije, katerekoli, zlasti javne, je pa v tem, da dan današnji, ko so, kot temu rečemo, občinstva defragmentirana, razdeljena, razparcelizirana, nekako oblikovana in se kot agregati generirajo v manjših skupinah, ki niso nujno samo generacijske, ampak so lahko tudi po drugih interesih oblikovane. Torej, v tem primeru mlade preprosto moramo obravnavati kot eno od ciljnih občinstev, ki jih mora javna televizija nagovarjati takrat, ko mladi imajo čas in možnost gledati. In seveda tudi po tistih tehnoloških platformah jih mora nagovarjati, ki so mladim blizu. Če so mladi dinamični, če je to najbolj gibljiva družbena skupina, potem seveda ne moremo računati, da bodo oni zvesti gledalci linearne televizije. Tega ni. Torej, moramo jim dati spletne medije, moramo tradicionalne televizijske vsebine postaviti na splet, postaviti na družbena omrežja, postaviti torej na tiste platforme in tiste točke dostopa, na katerih se mladi največ zadržujejo. Zaradi svojega sodobnega, posodobljenega načina komuniciranja tudi med pripadniki iste generacije.